Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka prav posebna zimska zgodba. Tista, ki se začne nekje daleč na severu, kjer snežinke tiho poplesavajo po zraku, ta pa diši po ostri zimi. In ob zasneženi poti je ležala rokavica. In ko se je vanjo najprej skrila miška, si niti ni predstavljala, da bo njena nova hiška kmalu postala zavetje tudi za druge prezeble živali. Rokavica je bila samo ena, živali pa vedno več. Ali bo rokavica dovolj velika za vse živali, ki iščejo zavetje? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo ljudski pravljici z naslovom Rdeča volnena rokavica. Skrajno na severu, kjer se vse leto zadržuje sneg, je nekega dne nekdo izgubil rdečo volneno rokavico. Zgodilo se je nekaj dni kasneje, ko je mimo prišla drobcena miška. Zeblo jo je, njene tačice pa so ji med iskanjem zavetja skoraj pomrznile. Čudovito! Rokavica! Se je razveselila miška. Najprej se je prepričala, da v njej ni nikogar, potem pa je vstopila. To je bila zdaj njena nova hišica. Kako je topla! Je bila navdušena, ko je hodila po njeni notranjosti. Potem je od izčrpanosti zaspala v enem izmed njenih kotičkov. Malo zatem je mimo priskakljala premražena žabica. Raga, kaj pa je to? Se je spraševala, ko se je približala rokavici, ki je ležala na snegu. Kvak, kvak, je zakvakala žabica in v rokavico pomolila svoj nosek. Tedaj se je miška prebudila in jo povabila, naj vstopi. Objemi me, je rekla žabici. Hitreje se boš ogrela. In žabica ni prav nič oklevala. Zdaj sta v hišici živeli obe. Zvečer je rokavico opazila sova. Je kdo tukaj? Je vprašala, ko se je približala. Moja krila so prezebla in boleča. Za nocoj potrebujem zavetje. Vstopi, sta jo povabili miška in žabica. Zdaj so bili v hišici trije. Na vse zgodaj zjutraj jih je prebudil strašanski ropot. Puf! Rokavica se je premaknila za nekaj metrov. Zajček se je, ne da bi bil povabljen, z velikanskim skokom prikradal v njihov dom. Zunaj je tako zelo mrzlo, se je opravičil za svojo vsiljivost. Živali so se nasmehnile in ga prijazno sprejele. Zdaj so v hišici prebivali 4. Kmalu zatem so v daljavi zagledali lisico. Od večdnevne hoje je bila povsem izčrpana. Ne smemo ji dovoliti, da se nam pridruži, prevelika je, so godrnjale živali. Nekaj minut kasneje je lisica svoj smrček pomolila v rokavico. Zaradi njenega otožnega pogleda so se živali v trenutku premislile in jo povabile k sebi. Zdaj se jih je v hišici drenjalo 5. 5 živali pa se ni moglo udobno namestiti. Sova se je znašla na zajcu, čigar zadnjica je počivala med lisičjimi ušesi.
Miška in žabica pa sta bili stisnjeni pod lisičji gobček. Med premikanjem se je nenadoma zaslišalo. Eden izmed šivov na rokavici je popustil in v notranjost se je prikradlo nekaj hladnega zraka. Toda živali so bile tako prepletene, da tega skorajda niso občutile. Popoldne je mimo prišel merjasec. Bil je premočen, povrh vsega pa je močno zaudarjal. Absolutno ne, ne moreš vstopiti, je rekla lisica. Zakaj pa ste vi lahko, jaz pa ne smem? Zunaj je strašansko mrzlo, je potožil. Živalim se je zasmilil, zato so mu dovolile vstopiti. Zdaj jih je bilo v hišici 6. Toda kakor hitro je merjasec stopil skupaj s svojo veliko zadnjico, je popustil nov šiv. Miški, žabici, zajčku, sovi, lisici in merjascu je za trenutek zastal dih. Ampak rokavica je ostala cela. Živali so olajšano zaspale. Ne boste verjeli, toda uro kasneje je mimo prišel velikanski medved. Prosim, tako me zebe in tako osamljenega se počutim. Spustite me noter. Živali so bile dobrega srca, zato so ga spustile naprej. Očisti si tace, so zahtevale. Medved je ubogal, potem pa se je namestil. Zdelo se je, da bo rokavico razneslo. Šivi so se močno razrahljali, zato je bilo v njej več prostora. Zdaj jih je bilo v hišici 7. Nihče se ni upal premikati, praskati za ušesi ali kihniti. Nekaj minut je bilo vse mirno, potem pa je čisto potihem prišla mravljica. Nihče je ni opazil. Ni prosila za dovoljenje, ampak je, ne da bi povzročala hrup, kar vstopila. In pok! Rokavica se je razletela na tisoče koščkov. Ko so živali videle, da je mravljica kriva za katastrofo, so je grdo pogledale. Mravljica pa se je namestila na medvedovo glavo in zaspala. In kako se je zgodba razpletla? Samo poglejte, kaj so premražene živali zagledale. Čudovita zimska pravljica. Včasih je najlepše, ko z drugimi delimo košček topline in ustvarimo občutek domačnosti. A hkrati ne smemo pozabiti, da ima vsaka stvar tudi svoje meje. In včasih, če preveč vztrajamo, se lahko zgodi tudi kaj nepričakovanega. A pomembno je, da svojo prijaznost delimo z drugimi, ter jim tako polepšamo dan. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni ljudski pravljici z naslovom Dekle, ki je hotelo rožico. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen zimski pozdravček prav vsem poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau. Uboga mravljica.